Hello, moje ime je Jan in danes si bomo pogledali, kako prilagajamo sloge. Če še mogoče s slogi niste spoznanjeni, vam toplo priporočam, da si ogledate video slogi, ki sem ga naredil. Odprimo se najprej dokument prilagajanje slogov. Tu imamo nek dokument o Moni Lizi, želimo pa spremeniti vso tole pisavo, tole navadno. Izbira celega besedila s Ctrl+A in na to spreminjanje ne bo delovalo, kajti spremenili bomo naslov, to izpostavljeno, naslove poglavja. Želimo pa samo tele. Lahko bi precizno označili samo en odstavek, ga spremenili ali pa mogoče s Ctrl označili še tega, vendar se lahko zmotimo in je to pri daljših dokumentih praktično nemogoče. Tudi to navadno besedilo je v bistvu oblikovano s slogom, in sicer slogom navaden. Najdemo ga na zavihku osnovno, v skupini slogi, se nahaja tukaj. Če nam kliknemo z desnim miškim klikom, se nam odpre seznam, kjer izberemo spremeni. Prednost spreminjanja sloga in ne posameznega dela besedila je v tem, da se nam v trenutku spremeni vso besedilo, ki je oblikovano s tem slogom. Torej se nam bo spremenilo vso navadno besedilo. V zgornjem polju lahko spremenimo ime sloga, pa dajmo spremeniti iz navaden v navadno. V spodnjem delu okna za oblikovanje lahko kot tukaj izbiramo obliko teh slogov. Pa spremenimo velikost iz 11 na 12 in pa spremenimo pisavo na Segoe UI. V okno lahko kar pišemo, da nam Word ponudi pisavo. Trenutno je to besedilo levo poravnano, kot vidimo tukaj, zato ga bomo obvezno poravnali obojestransko. Nato kliknimo v redu. Zdaj pa želimo, da imajo ti vsi naslovi okoli sebe takšen modri kvadrat, kot smo ga imeli v prejšnji datoteki. Želimo pa tudi, da bodo drugačne barve in pa oštevilčeni. Spet gremo pod zavihek osnovno, skupina slogi in kliknemo z desnim klikom na naslov 2 in spremeni. Za nastavljanje tega senčenega kvadratka bomo kliknili na levi gumb oblika in izbrali obroba. Ta modri okvirček okoli teksta pa v bistvu niti ni obroba, ampak je senčenje. Zato gremo na zavihek senčenje in tu izberemo polnilo modre barve. In kliknemo v redu. Spremenili bomo še barvo in sicer na belo. Da bodo pa vsi naslovi pravilno oštevilčeni, gremo pod gumb oblika, oštevilčevanje in tukaj izberemo želeno obliko. Pa dajmo kar ta prvo. Avtomatsko se nam naslov pomakne zaradi oštevilčevanja malo desno. To lahko popravimo z gumbom za odmik besedila tukajle. Ali pa gremo pod oblika, odstavek in zamikanje levo premaknemo na 0. Potrdimo z v redu in spet z v redu. Dobra stran oblikovanja oštevilčevanja naslovov kot slog je v tem, da če tukaj vmes vrinemo še en naslov, naslov 2, in ga oblikujemo s slogom naslov, tako se bodo posodobile tudi številke pred samimi naslovi. Za to izpostavljeno besedilo pa želimo imeti zgoraj in spodaj okvir, torej taki dve črti. Gremo pod skupino slogi in z desnim klikom kliknemo na slog izpostavi. Kliknemo spremeni, gremo pod gumb oblika in izberemo obrobe. Odprej smo še ostali na zavihku senčenje, zdaj bomo pa dejansko potrebovali zavihek obrobe. Če izberemo samo navaden okvir in spremenimo barvo na modro, kliknemo v redu, se tukaj prikaže predogled. Mi pa ne želimo teh stranskih črt na levi in pa na desni. Zato gremo še enkrat pod obroba in tukaj s klikom odstranimo levo in pa desno obrobo. Prilagajamo lahko tudi širino, pa izberemo eno piko nekje. Če želimo imeti noro oblikovano besedilo, lahko spremenimo tudi slog na nekaj izjemno grdega, kot so tele cikcak črte. Pa dajmo navadno ravno črto. Kliknemo v redu in vso izpostavljeno besedilo bo imelo avtomatsko obrobe zgoraj in spodaj.
Da pa spremenimo slog, pa lahko tudi oblikujemo določen del besedila. Pa označimo naslov, mu povečajmo pisavo za 1 na 20 in spremenimo barvo na modro. Zdaj smo ročno oblikovali tale naslov, vendar če bi še enkrat stisnili na slog naslov 1, bi nas vrglo na tistega, ki smo imeli prej. Včasih pa ne želimo spreminjati oblike tukaj pod slog, ker je pač takšen način označevanja in pa spreminjanja mogoče malo bolj intuitiven. Zato označimo besedilo, ki smo ga oblikovali in želimo, da bo tako oblikovan slog. Kliknemo z desnim klikom na naslov 1 in izberemo posodobi naslov 1, da se ujema z izborom. Torej, če zdaj damo nov naslov bla in kliknemo na naslov 1, se bo tudi tale oblikoval z novo obliko. Tako, to je bilo vse za danes. Upam, da ste uživali v videu. Če ste, mu dajte thumbs up in ne pozabite lajkati moje Facebook strani Office tečaji.